Zdaj je prišla Petra zvagati kolo, ampak ga bomo zvagali s tole vago, ker je po moje bolj natančna. In jaz pravim, Petra je rekla 7,4, Mirsad je rekel 7,2, jaz pravim, da je 7,3. Ne bo slon. Zdaj pa da vidimo. Jebem ti. Kurt 7,5,2. In koliko si navdušena zdaj nad kolesom? V bistvu imam ful tremo. Danes imam tako tremo, da grem ne vem na kakšno dirko, da jaz na dirko nimam tako tremo. Malo vmes slabo že teden, tako da nisem da preganjam skozi, da ga sestavlja. Tako da zdaj še na kolo. Ja. Zlata veriga, zlat nosilček, zlato SPV, klele zlati detajli. Je madonišno! To je pa te v Kurbanhausega. Vse se blešči, sam še una kugla manjka. Ja, v glavnem, malo imam tremo, no. Daj, roke imam čisto razvoj. A si koš ti tu? A ti už tremo? Zdaj lahko še poveste, zdaj lahko vi ocenite od Petre kolo. Od 1 do 10, pa zapišite spodaj v komentar. Mene res zanima, koliko je te pošimfali. Se kolo je drugače zelo lično sestavljen, sem mislil, da s temi zlatimi dodatki, da bo grš, ampak je za moje pojme ful dober izpade. Sem še trak upam, da dala črn gor, ker če karkoli drugega dala, bo tole bruh pa gravš. Zlat, ne? O, bože. A boš res dala zelo trak gor? Ti spar fukne. To pa res nisem kaj. No, a zato ga pa prinesla sem, brez trakuše, ker še dobro zgleda. Preveč profufu. Ma ne bom dala zlata, kaj stavim? Kaj, črn? Črn. Aleluja. Črn bo. Zaenkrat bo črn. Imam pa v planu, ko se naveličam teh črnih, bo pa se kaj spremenila. In na traku in na sedežu. Se to bo šele do Gira naslednje let, mislim, da boš obdržala takole, da bo vse črno. Do spomladi, no ja, do spomladi bo tako ostalo spomlad, pa kakšna popestritev še. Dobro. Sedež pa trak, no, to je definitivno. Ja, nič, se pravi, danes greste na kolo, kdaj pridete nazaj? Ja, ne vem, na 5. No, pridite ene 5 do 5, da te še posnamem lahko. Da poveš prve občutke v kamero našim sledilcem. Če naj ni do 5 nazaj pol. Ja. Pa živi si meni v drevesu. Možda bomo majkar na pance, da ga jih tako izprobamo na domačem terenu. Ja. Dobro. Ti pa zrihti feldne, ne? Srečno na kolesu. Jaz pričakujem same pohvale čez 3 ure. Tako da, to je to. Čau! Evo, Petra so šla danes prvič zapeljati, zdaj jaz lahko pokomentiram, kako jaz mislim, da se bo ona odzvala na kolo, se pravi, ko jo bom vprašal, kakšen se je pozdel. To je tako dober. To je prav boljš, kot je bil kjerkoli prej kolo, bla, bla, bla. No, vsi veste. Po moje bo imela malo težav edino na spustu, ker že zdaj, ja, se ne pele glih samozavestno, bom tako rekel. In se ga bo mogla malo navaditi, ampak drugače sem pa ziher, da ji bo bajk všeč, sem ga tudi jaz vozil in ja, da bi imel kaj prav slabega zapovedati, tisti, ki te gledali review, že veste. Kukar mi je grd, se pele zelo dober bajk, tako da ja, tisti, ki imate 10 evrov plus, se postavite v vrsto, ki ba je, da je že vrsta za ta kolesa. Zdaj gremo pa dalje. Se pravi, na teli raketi sem imel do pred kratkim, ki je bilo na Kolnago, tu je bil sedež, se pravi tale lupina od Berka gor. In sem ga tudi jaz, pač se mi je zdel itak bajk ful udoben in mi ni bilo jasno, kako da je toliko bolj udoben, glede na to, da so bile isti obroči gor, sam pač okvir in balanca logično je drugač. No in sem dal jaz ta sedež gor, pa mi pač ne ustreza, je bila pa vožnja dosti bolj udobna. Moram pa reči, da s temule mojim karbonskim se delač najboljš počutam, lepš se najdem na kolesu in tudi ta gospod, ki ga je testiral, je pol isto naročil čist karbonskega in je isto rekel to, kar jaz zdaj govorim že 10 let, ker sedež je pač čist karbonski finiš, se malo bolj drsi gor in lažje najdeš položaj,
medtem, ko ja, temu, ki je tapiciran, pač meni osebno ne ustreza najbolj, tako da ja, zgleda, sem primoran voziti trda kolesa bolj, ampak saj uživam, ker drugače me kar neki rad skozi peče, tako da, ja, pa ne se smejati, ni bilo tako smišljen. Ta video sem sicer res že posnel, menjavi sedeža itd., ampak je bil zvok čisto tako da ne vem, kaj se dogaja. Skratka, pri sedežu, ki ga menjate, morate biti samo še pozorni, ker je, se pravi, višina od railov do vrha sedeža se razlikuje od sedeža do sedeža. Tako da to je samo treba biti pozoren, ko se menjava sedež, a to ustreza, pa dolžine so, se pravi, različne, tako da je treba meriti tukaj, kaj je najširši sedež. Zdaj, če imate pa dolžino isto, pa lahko tudi od konice. Skratka, če imate podberka, je pa meni najlažji klele zadnji, ker so pol, rečemo, da vsi isti, ta spreden konc razen klun je daljši. Tako da, evo, to je to, kar se tiče menjave. Zdaj pa še ena stvar. Kar nekaj vas je, se pravi, zdaj ste se odločili za testiranje koles, lahko se testirajo tudi te obroči, ki so tukaj gor, imamo testne sedeže. Kar se tiče pol naročila koles, se pravi, pri nas se lahko naroči praktično čist kjerkoli kolo si želite, sploh te bolj višjega razreda, so cenovno pol, mislim, da pridemo skoraj da najbolj ugodni, ja, v Evropi bi lahko rekel, tisti, ki ga hočete res čist spimpati, ja, so pol končna cena pride zelo v redu. Tisti, ki hočete pa sestaviti niša, tam pa mislim, da itak je najmanj težav, pa pol se gre čez cel postopek tako čez, da v bistvu vi izberete dolžino gonilke, kakšne verižnike, kakšen gonilni ležaj, kakšna veriga, kakšen trak krmila, širina krmila, dolžina fajfe itd. Tako da praktično vse sami izberete, tako da je kolo res za vas narejen. Zdaj bom jaz testiral še par drugih kosov, da se bo lahko še kaj tazga dal gor, tako da ja, imate res čisto custom kolo, ki je za dušo, za nasmešek na obrazu. In ja, če ste tak kupec, pa da vas to zanima, pol se oglasite na Ziherlovi 10, pa bomo zrihtali. Tako da, nič, zdaj pa čakamo še od Petre odziv. Gremo, sončka! Čak, zakaj pa niste obada na kolnago, tako je zdaj to? Mirsa te še malo zvest pinarila tu. Čaka na kolnago. Sej to? Ja, to. Da posnamemo, koliko tole dobro izgleda. Tole bo. Tudi bi felten, bo še bolj. Ja, valjda. Ker ni felten. Ja, sej to. Dej, ne me jebat, nisem jaz kaj nič kriv, naročene so. Ti skavun, ker nam je avto prodajal, 2 meseca pa pol, ti prav 4 do 6 dni. Pa je že 14 dni v takrat. Tako da ste kaj paražetov naročili. Ne zdaj tega govoriti, kaj glih hlače zamujajo. To je to. Sam nisem jaz kriv. Nekdo pa. Ja, jaz sem, Ti nisi nikoli kriv. mislim, sem doskrat kriv. Po moje se kle zdaj Martina strinja Kaj z ti zdaj mano. delaš s telefonom? Gledam, da greva z vetrom. Zakaj se vsi tako zamerite do vozila? Nemaš lase, mislim, lase. Hvala na odcajte za Kolo pan. za v veter, ti pa gledaš, ki piha veter. Nimamo kelnerca. Ja, no daj. Ja. Greva na... Ole, kakšen trak, pa še zaključki na traku, lejte, zlati. To bi se mi po... O. Ne, me je žule, da bi me roka. Preden Petra pride, bomo še nekaj se pogovorili. Skratka, jaz sem ugotovil, koliko je fitness v bistvu bil pomemben v začetku sezone, ker sem imel kar dosti več moči kot zdaj, pa vam bom en primer povedal. Zdaj, to sem zdaj že tokrat posnel, da niti ne vem, smo kdaj objavili, ne? Skratka, mogoče sem kje na podcastu povedal. In začet sezone sem, ne vem, kle imamo mi enih 5 kilometrov, ki ga vsakič na koncu runde pretegnemo. In jaz sem šel začet sezone tako 500 vatov, naslednjih 10-20 sekund, ne vem, 600 vatov, 700, 800, tam do skoraj 900 sem prišel. In ja, ali pa bom rekel, večkrat sem se lahko vozil tam od 700 do 900 vatov. No, zdaj na koncu, ja,
ko mi se pelem tam, ko pridem do 600 vatov, mislim, da že zdahnil, pol, ko pridemo tam tudi že do 750, pa sam še skapadam. In sem ugotovil, da sem bil kar dosti bolj močen, kot sem zdaj, tako da sem zdaj spet začel v fitness hoditi, z zgornjim delom nič praktičen delu, sam kor, pa sam vaje za noge, tako da, če koga zanima, kaj tazga, bomo posneli spet kakšen video o tem, lahko si ga pa že pogledate, ker je že na naši strani, in lahko pač vidite, kako je fajn trenirati čez zimo, da boste spomladi pač spet močni. Moram sam še naštudirati, kako fitness v bistvu komponirati tudi v sezoni še, v kolesarske treninge, ker mislim, da zdaj praktično vsi profiji tudi kar dost vaj za moč delajo, ker drugače ne verjamem, da so lahko toliko močni, kakor so. Tako da, vaje za moč bo treba komponirati v nogce. To je samo en moj samogovor bil zdaj še, ker se mi zdi, da vsi kolesarji malo pozabimo na to, da moramo v bistvu dobiti tudi moč, ne samo znižati težo, ampak je zelo pomembna pač ta moč kolesarja, da lahko, ko se pretegne, da pač res leti. Tako da, evo, en reminder za vse skupaj, ki tole gledate. Po moje najbolj znana šalica v kolesarstvu, jaz glih kar delam dizajne za kolekcijo naslednji teden imamo, mislim za naslednji teden imamo predstavitev, pa da vidim, če bo šlo čez, nove čelade, nova očala, par novih majic, kolekcija, kako se bo imenovala itd. Tako da po mojo ful fajn, upam, da nam rata speljati. Zdaj pa gremo res do Petre, pa da vidimo, ko je rekla avtonomno bajku, ka meni je že prišla sem svetati, glih, ka sem jedel. Ona kar tako, gre noter, pa gleda, ko ti to ješ. Pa kaj je, a ne? Evo, kavico sem spil, gremo. Takole sonček zunaj, kako je lepo. Čau. Ja, zdaj, se dobivam tvoje objave. Ja, včeraj smo tukaj je bilo dobro, da nisem mogla do 5 priti nazaj. Čeprav je bila tule kelnerca huda, da smo zamudila. A gre zraven une grdobe tvoje, da posnameva zraven grdobe? Grdoba. To je tako, kaj veš, da zdaj si že smotan s tem grdobom. Glej, kaj je kle grdga? Prosim. Mislim, všeč mi je brand, Vse je lepo. pa oprema. Vse na tale del je še malo čuden, ampak Kar se tiče pa dizajna kolesa, pa dober, lej, Navadiš se ga, navadiš. važen je, folk zdaj kle posluša, da ti poveš svoje občutke, in to je bolj pomemben, pustimo, okusimo vsak pač svoj. Že pisarije glede na to temo, še celo znam kolesar slovenski mi je pisal, da sem mogla, da če mi povem, kakšen je človek na kolesu, da si ga želi kupati, pa nam povedala kdo. Bivši kolesar. Ne, še zdaj še. Ja. A lahko stojim pa malo tih. Ej, Mirsa, snemamo. Boš še pa to zrezal vrno. Ne bom nič rezal. Ti sam reš. V glavnem, da se vedno čisto lepo, ne? Jaz sem se včeraj pelala prvi. Čekaj, kaj pa če ga dava ven, pa tam me posnaja zunika v sonček? A si me ne videl, ali kaj? Mislim, ti itak zgledaš fenomenalno in tukaj in na soncu. Že me je pohvalil. Ampak kolo bo bolj zgledal, ne? Pa bolj seka ven. Dej, ajde. Sej ne rabiš stojala. Da takle lahko normalno se pogovarjala. Ja, sej. Da nas pospregovorita, pivati deci. No, verjetno da lahko en moški to govori. A oklele v redu. Super. Tam se moraš zdaj postaviti takole, ja. Tako. Evo, 10 minut. Evo. Se tebe ne rabim snimati. Ne, ne rabiš. V glavnem, S tole popravim. ja, nadej dovolj lepo vse. Takole.
Enaš Ajde. kaj, povem, kaj je sploh vse gor na tem kolesu, ali to se itak vidi, ali boš to ti povedal? Ne, kar povej. Ti itak ne veš pol stvari, kaj Ja, je v gor. bistvu je gor. Ja, v bistvu je zdaj gor iz Dogme, a ne oprema. Dura-Ace D2 tanov. Gonilka je še vedno 172 pa polno, pri naslednji bom šla sigurno na krajšo. Gostov je OSPV Keramik Speed, tale poseben nosilček sva kupila, ki je ekstra za ta kolo narejen, tako da se zdaj ta del cel ujame in je pač vse v zlatem, da so vsi detajli zlata ketna. Kako se sija, ko lago napisijo. A ne, da se lepo sveti. ful Sam lepo. prav diamanten je tak noter. Ja? No, sedež je Berkov, to ostajam jaz za en, sem drugega ne vidim, kaj bi imela lahko gor. Balanca, se pa krmilo, je res ozko, ampak ko se na njega gor usedeš pa peleš, nimaš tega občutka. Okvir je velikost M. Koliko pa imaš krmil spodaj? Kaj meni se ne zdi to kozak. To je, koliko je že 307, malo manj kot 40, no? Malo manj kot 40 pride. Ja, ne, 40 je, 40. 377, 40. Ja. Ok. Se ni pol. Ne, ne, mislim, tlele gorja, ne, bolj usko, samo meni to ful paše, sem že prej imela ročke ful na noter. Pa ja, tako sem da- to je 40 center, to je. Ja, mislim, pač Okej. ja, malo je drugačno, ker sem bila za zdaj navajena. Tale nosilček se dobi zraven, že isto pa zraven, nosilček za števc, pa so pa različni ti nastavki za različne števce. Zraven so tudi teli nosilci, ki pašejo, da so direkt narejeni. Lahko povem, baterija je klele noter. Pod telim, klele, ki se umakne, je tukaj noter cela inštalacija, se jo lahko ven vzame. Več bi pač lahko Mirsad o tem povedal, ampak je bil ful navdušen, ker je sestavljal kolo sploh v tem sprednjem delu. Sem tudi jaz to gledala, kako ta zadeva zgleda, kle v bistvu ni nobene, za tiste mogoče, no, ki še to ne vejo, kle ni nobene vilce, nobenega v bistvu, kot smo navajeni klasičnih vilc, ampak je to sta dva kosa, ki sta z eno tako akso skupaj potegnjena in se pol ta balanca samo direkt gor tukaj našraufa, tako da se pač s temi spacerji potem dela velikost. Višina se pa sam to, v bistvu lahko nastav. Okay. To je to. Včeraj sva se šla pelat. Šla sem na Gornik, ki je en tak klanc, ki ga dostikrat na let pelem. Pa malo poravnam, tako da sem malo probala šprinte. Sicer nisem šla glih šprintov na polno, tako da tam je še ostalo lufta. Sem pa šla na klanc mečkam bolj sprobati kolo in sem bila prav presenečena, to predvsem na klanc, kakšna ima odzivnost, da ta prenos, ne vem, tak lahkoten prenos, ko pritisneš, se kolo res premakne in pele. Sem pa v bistvu naredila pol najboljše vate 1 minute, tako da sem pol naredila rekord ti zadnji del na Ik, Gorni Ik. Mirsad je težko držal zraven, je skoraj bruhal, ko sva prišla gor, meni je bilo pa kar okej, no, tako da. Super. Je pa tako, se pravim, poravnam je noro, ko greš enkrat na ta hitrost, pa ni treba, da je to 30 plus, recimo pri 25 na uro, jaz sem že res čutiš, kako kolo lahkotan gre, ne rabiš imeti spet nekih norih, ful visokih hitrosti, vsaj po mojem ne. Mislim, ti itak ne moreš iti full hit, ne? Ja, jaz sem lahko full hiter. Pa s tem kolesom bom šla še hitreje. Mogoče se zdaj lahko v prvi grupi vozila. No ja. To ste sami norci, tako da se sploh ne upam z vami voziti. Ampak, ne, tako me je tudi, recimo sem videla prvatih, ko sva se vozila, pa je bil kontraveter, recimo, pa sem se pelala v coni 2 svoji, ko se ponovadi jaz nekje okoli 30 na uro pol poravnam, sem se včeraj 32 pelala, tako da že z tega vidika vidiš, da je res aerodinamičen kolo, no. Saj čist prvi vtis, no. Bomo videli, kaj bo ratalo, mogoče tudi ta euforija, jaz pravim, ne vem, bom videla zdajle, v soboto gremo 210 km, pa bom tam videla, kako je delo. Na klanc pa ja, spust je pa tako, jaz že itak nisem glih spustač, to itak ti veš, ampak je drugačen kot Dogma. Tukaj je pa to zelo drugačen občutek, ni tistega
ki predolgni, ki malo dol rukneš, pa te kolo recimo sam direkt pele v desno, a ne, ali pa v levo. Tle je v bistvu, ne vem, jaz, kako tisti, ki ste res spustaši, se mi zdi, da ta polaganje kolesa, da je verjetno drugačen. No. Jaz bom verjetno rabila kar en cajt še, da bom v ovinkih lahko tale kolo spustila. No. To je tako en tak prvi vtis. Ampak mislim, da je to predvsem ta občutek tega sprednjega dela. Tako da. Dober, toliko si nakladala, da me je že roka začela boleti kasneje. Treneri to roko malo bolj. Dober, ja nič, narediva še eno slikco tega kolesa tam na uni strani. No, da, saj sem že včeraj tudi. Mi vsi uporabljamo žetovo steno za slikati kolesa. Do naslednjič, uživite, čau.